Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Z vami sva, Ajda Perme in Jože Robežnik. Ja. Dokončno mejo s Hrvaško bomo začrtali z arbitražnim sporazumom. Tako ste se minulo nedeljo odločili Slovenci, ko ste z 52% podprli referendum o arbitražnem sporazumu. Referenduma se je udeležilo nekaj manj kot 41% vseh volilnih upravičencev. Politični analitik Boštjan Turk pa meni, da sta za slabo udeležbo kriva vreme in kmetijska opravila. Na vzhodu so zdaj kmečka opravila v polnem toku, se ljudje, ki delajo zemljo, ki si ne morejo privoščiti enostavno, da pustijo vse stroje, vse ugasne, se preoblečejo in grejo na volišča. To nekje tukaj tega gotovo, ne. Kaj po mestih? Ja, v mestih se je pa pokazalo, da maksimalno angažiranje volivcev v Ljubljani, da je čisti sindrom, kot je bil leta 2008, da so se točno zavedali, kaj morajo narediti. Se imajo vse medije, se nisi mogel enega pisma bralcev prebrati v zadnjih 10 dnevih v mestnih časopisih, Večer, Delo, Dnevnik, ki bi bil proti arbitražnemu sporazumu. Pa se v nedeljo se ne dela na njivi. Itak da ne. V nedeljo se gre hmaš, pol pa na volišče. Že pred uradno razglasitvijo rezultatov referenduma se je premier Borut Pahor zahvalil vsem, ki so prišli na referendum in poudaril, da pri referendumu ni šlo za obračun med koalicijo in opozicijo, temveč za zgodovinsko odločitev, ki bo odprla novo poglavje v odnosih s Hrvaško. Tukaj gre za uspeh ljudi, ki so bili za rešitev spora, ker verjamem, da so za ta sporazum glasovali ljudje, ki vlade ne podpirajo, in da so proti glasovali tudi ljudje, ki podpirajo vlade. Tukaj je šlo za odločanje o sporazumu. Drugače ta udeležba ne je bila tako visoka. Če bi ljudje menili, da gre samo za drugačen način odločanja o podpori vlade, se referenduma ne bi udeležili na tako sončen in lep dan. Ampak so vedeli, da odločajo bistveno bolj pomembni zadevi, kot je usoda ene vlade. Istega mnenja kot premier pa v nedeljo ni bil evropski poslanec Lojze Peterle, ki je dejal, da je na koncu šlo predvsem za to, ali bo vladajoča koalicija zmagala proti drugim. Tukaj je šlo na koncu bolj za to, ali bo vladajoča koalicija zmagala proti drugim, kakor pa to, kaj bo peljalo Slovenijo naprej. Jaz sem tudi javno rekel 2 dni prej, da ne gre za Pahorja ali za Janšo, gre za Slovenijo. Bila je potreba, da bi se poenotili takrat, ko je bil za to čas, ne da se premagujemo kdo bo koga pri tako občutljivem vprašanju, kot je meja naše države. Nič ni povedati, ale Lojze noge. Nad rezultati in udeležbo je bil precej razočaran tudi prvak opozicijske SDS Janez Janša, ki meni, da je bil ta referendum pomembnejši od referenduma za vstop v NATO. Jaz mislim, da gre tukaj najprej za veliko nezaupnico celotni slovenski politiki, vladni in opozicijski. To nezaupnico so dali tisti, ki so ostali doma, ki niso prišli na ta referendum, čeprav je šlo za izjemno pomembno vprašanje, bolj pomembno recimo od vstopa v NATO. O arbitražnem sporazumu pa je minuli teden govoril tudi ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres. Na novinarski konferenci je pokomentiral nesoglasja in nestrinjanja v cerkvi glede arbitražnega sporazuma. Naj spomnimo, da se je Komisija Pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci izrekla proti sporazumu, papež pa je reševanje spora med Hrvaško in Slovenijo z arbitražo pozdravil. Čau. Mi se sploh nismo spuščali v debato, ali je arbitražni sporazum za odobriti ali ne. V tem je vsa stvar, skrivnost tega. On je povedal, da mi tega ne podpiramo, s tem ni hotel reči, da smo mi proti, ampak ne podpiramo in ne nasprotujemo. Mislim, da je to povedal. Papež je pozdravil arbitražni sporazum v govoru diplomatom, novoletnem govoru, novoletnem sprejem, ki ga prereja tudi on, tako kot naš predsednik države, v začetku januarja, in je seveda jasno, da je pozdravil, da se Hrvaška in Slovenija, da so se dogovorili, da bosta problem reševali s pomočjo arbitraže. To pa ne bi tega pozdravil. Najmanj pa seveda ne more temu nasprotovati papež, ki vedno zagovarja sporazumevanje in mir med ljudmi. To je vsebina tiste njegove izjave.
Notranja ministrica Katarina Kresal je predstavila spletno stran, preko katere lahko anonimno podate prijavo nasilja v družini. Kot pravi, se je lani v primerjavi z letom prej za okoli 40% povečalo število prijavljenih kaznivih dejanj, storjenih v družini. Kjer je ta page? Nasilje v družini je več problem. Vsi ga zaznavamo, vendar pogosto tudi molčimo. Preprečevanje nasilja v družini sem zato kot prioritetno prednostno nalogo na Ministrstvu za notranje zadeve postavila že v začetku svojega mandata. Namen te akcije je bil spodbujati žrtve, da poiščejo pomoč, po drugi strani pa tudi spodbujati ljudi, da niso tiho in da se ne obrnejo stran, temveč da sami prijavljajo sume kaznivih dejanj nasilja v družini. Statistični podatki kažejo tudi, da se je lani občutno povečalo število prijavljenih kaznivih dejanj, storjenih v družini. Zopet za primerjavo statistika, v letu 2008 je policija obravnavala 4956 kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, lani pa kar 8151, torej tudi za približno 40% več. Med pomembnimi razlogi za to je zagotovo osveščanje žrtev, njihova vedno večja osveščenost, pa tudi ljudi, ki se zavedajo, da to je pereč družbeni problem, ki znajo prepoznati nasilje in ga tudi prijavijo policiji. Na Mestni občini Ljubljana so predstavili nov projekt potniškega centra, ki bo Ljubljano končno uvrstil med sodobna mesta. Potniški center naj bi bil zgrajen do leta 2012, stal pa naj bi med 250 in 280 milijonov evrov. Kot je še povedal župan Janković, pa bo to tudi eden najlepših centrov v tem delu Evrope. Je rekel Janković. Ja, on že ve. On kar reče nekaj pita. Ja, samo on ve. Kaj on ve? Ja, on je župan. Postajanje bo nastala v eno lepših del Evrope. Mestna občina računa, da v skladu z razgovori, trenutno tudi dogovorom, postala upravljalec ali celo lastnik sedanje avtobusne postaje, ki bo prejemal tudi novo javno površino. Legendarni jazz klub Gajo, ki je 16 let navduševal staro in mlado, je dokončno zaprl vrata. Iz prostorov na Beethovnovi 8 so včeraj namreč začeli nasilno izselitev jazz kluba in kulturnega društva Gajo. Gajo, to je človek. Ne, inštrument, ali pa zvrst jazza, ne vem zdaj točno. Je še pojasnil, da je moral podpisati pisno soglasje, da bodo, kako je pa soglasje, če je moral, da bodo prostore v prisotnosti izvršitelja deložacije v 10 dneh izpraznili in predali upnikom. 10 dni je rok, da izpraznimo stvari, kar je za nas malo neugodno, ker ga bo mogoče treba poklicati ob 2 ne bo prišel, do 10 zvečer je na razpolago, vsak dan, do 7 zvečer, dobro, do 7. 10 dni imamo časa, da izpraznamo tiste najbolj važne, vitalne stvari, ki jih imamo tukaj v klubu. Kam bomo to našo administracijo prenesli, zdaj ta trenutek še ne vem. Klub podpisal taki izjavi mojega zastopnika, odvetnika gospoda Grovelnika. Mi verjamete, da bomo naredili vse, da se bojo mogoče v teh 10 dneh, 14 dneh zadeve obrnile drugače. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču si lahko za 20 evrov ogledate razstavo predmetov življenja Elvisa Presleyja, kralja rock'n'rolla. Pač toliko sem naštudiral. Hold me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams
fulfilled. Še vreme, da je pizda ugasnite te klime, no. Iz ljubljanskega studia 136, to sem so hotel jaz bile... Pa reč, ne. Tako, da sem še enkrat. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti.